nights, tell it in a letter, stamp and mail it out. We did our best, couldn't have done better. I think we should be proud, but you held me down when I was living up, back and forth but never together. So I'll stand up and walk out and make my way alone. Zapustili smo München in se odpravili približno 110 km severno-zahodno v Legoland. Tako da danes se dan zalijamo pa za legice. Fun park za otroke, res fun park, je pa gužva, no? Gužva je precejšnja, kljub temu, da mi nimamo občutka, da je veliko turistov. Zdaj v Nemčiji, ker Nemčija šele kak mesec odprta, no? Te turistične kapacitete pa to so zelo pozno odpirali, tako da, ja, lušten, pet, gremo uživati. Te pa kaj strah? Nič? Ja, malo pa je bilo. Malo te je bilo, ne? Še ena atrakcija, pa včasih zapustimo Legoland, danes je bil full folka, pa vroče je bilo, tako da po mojem kak drug leten čas, bolj primeren kot poletje, tako da ja, drugače pa super top, ko bomo rezervirali 2 dni, kaj en dan, sigurno ni zadosti. Wow, pemat, vso vaju. Evo, smo v Ulmu, eno tako zelo simpatično mestece, nemško, izjemno urejeno, z najvišjim zvonikom, torej eno tako katedralo, cerkvijo, pa enim predelom, ki se mu reče tako nek ribiški predel ob reki Donavi, tako da ja, zanimiv, lušten in tak 2-uren pit stop, pa spet malo naprej do Bodenseja oziroma Lindau.
zdaj ful težko pofleksam s kakršnokoli informacijo, ker namreč prav veliko informacij v tej cerkvi nimam. Je pa dejstvo, da je ena tistih stvari v Ulmu, ki je treba iti pogledati. Najvišji zvonik v Nemčiji, to je ena stvar, ki jo vem, drugače mi je pa Ulm ful všeč. Jaz mislim, da je eno bolj romantičnih mest, taka kombinacija med Ljubljano pa med Mariborom na nek način, pa malo več te nemške urejenosti, tako da je res tak zelo urejen mest in mislim, da Ulma, absolutno, če boste v tem delu Nemčije, ne smete spregledati nikakor. Tako da gremo še en walk. No, in če boste v Ulmu, pa ne boste šli v Fischerviertel, torej ribiško četrt, boste naredili veliko napako, ker namreč tukaj je res ful čaroben, ta stara nemška arhitektura, pa poln enih potočkov, naredijo en tak vtis, da so to ene take nemške Benetke in če zares temu delu Ulma tudi tako pravijo, nemške Benetke. Približno uro pa 10 iz Ulma je Lindau, to je kraj ob jezeru Bodensee, največjem jezeru v Nemčiji, dolg je kar 63 km, pelje pa okoli kolesarska steza, mislim, da je 250-260 km, tako je ena taka super ideja za vse ljubitelje kolesarjenja, za en tak trip tukaj okoli narediti, baje se da, tako da je pa čist morski občutek, ne, ker je tole švabsko morje. No, mogoče še ena manjša ali pa večja malenkost, ki je zapovedati to, da to jezero meji kar na 3 države, na Avstrijo, na seveda Nemčijo in pa tudi Švico, tako da tako ogromno je, pač kaj eno malo morje med 3 deželami in tudi moram reči, da zanimiv vibe, zelo tak zanimiv vibe. Evo, Neuschwanstein, gradič, ki ga vidite na vseh razgledancah Nemčije. Je pa taka dosti zanimiva zgodba, no. Stvar ni stara, praktično nikoli dokončana, oziroma po naročilu Ludvika Bavarskega je celo zadevo zelo malo izkušen, 11 dni je samo bival v njemu, tako da ja, vmes je pa tudi zaradi njega bankrotiral, kup enih zgodb je okoli tega gradiča, je pa postal en tak, bom rekel, ničkan tudi celo mogoče precenjen objekt,
ampak vsakakor, če niste bili v njemu, pejte ga pogledati, kako je lepo. Če ne drugega videti oddaleč. Mi smo se danes odločili, da si ga pogledamo samo dal, zato ker odnoter smo ga že nekoč videli, pa zdaj so zaradi korone predvsem omejitve, da je treba čakati, tako, pa so če zares ne da. Ampak takole malo pogledati ga je pa skoraj nujno. Prijetno, približno 1 uro vožnje za nami, smo pa v Garmišu, oziroma ne čisto v Garmišu, zraven Garmiša, in sicer gremo na Zugspitze, to je najvišja nemška gora. 2900 pa še nekaj metrov je visoka, od nje je pa en najlepših razgledov na Bavarsko. Tako da, če smo bili na Bavarskem, da zdaj vidimo, kako Bavarska izgleda od zgoraj, smo se odločili, da gremo na 2962. Toliko. Pejmo. Čisto noro. Prav noro. Ampak visoko. Je cool, Liam? Liam, si v redu? Liama ni na strah. Evo, Zugspitze, zanimiv, predvsem pa zelo scary. Za vse tiste, ki vam višina ni glih močna stran. Bi bilo pa zanimivo tukaj polet po mojem mandrat pa hoditi, ker je tukaj kup enih manjših vrhov, sem pač visokih vrhov, ampak lažje dostopnih. Tako da ja, gužva. Gora zanimiva tudi predvsem zaradi enega dejstva, da je tukaj meja za Avstrijo. Tamle je avstrijski del Zugspitze, tukaj je pa nemški del. Tako da ja, to je zanimivo. Rola? Ok. Primeren moment z bavarskim pivom na najvišji nemški gori. Zugspitze zaključujem tale bavarski vlog. Nam je bilo ful dober, imeli smo se super, se je pa treba z otrokom vzeti na easy, zato nam je zelo veliko stvari ostalo za naslednjič. Tako da jaz upam, da vam je bilo cool, malo je bilo tako mash around, upam, da sem uspel zmontirati zgodbo, tako da je čim bolj razumljiva. Dajte se naročiti. Vlogov bo še več, bodo tudi overlanding vlogi, izključno overlanding vlogi, zato ker me je to v zadnjem času ful prijel, ta je bil pa tak bolj družinsko-otroški, tako da se vidimo. Čau. Ej, mami, deva, žena, čin.